Dober dan. Ko so 47. začeli graditi Novo Gorico, sem bil približno 9 let star, radoveden fant, ki me je seveda vse zanimalo, kar se je tam dogajalo, posebno zaradi tega, ker sem iz Solkana. Solkan je 1000 let staro naselje, ki je v bistvu rodilo Novo Gorico. Novi Gorici je žrtvoval Solkan najprej svoja polja, žrtvoval je svoje ljudi, mizarske delavnice, iz katerih je nastalo meblo, današnje oziroma kasnejše. Žrtvoval je celo svoje ime, zato da je Nova Gorica v določenem času bila večja in da se je sploh videlo, da je to mesto. No, ta moj uvod sem poudaril zaradi tega, ker bi rad povedal, da knjiga ni knjiga o zgodovini Nove Gorice, ampak je knjiga o moji poti skozi to zgodovino. Torej, od mladih let preko zrelih let, kako sem jaz videl Novo Gorico, delal v Novi Gorici in soustvarjal na nek način vsaj v določenem času. Knjigo sem oblikoval v 17 poglavjih. Vsako poglavje je v bistvu zgodba zase, lahko se bere ne glede na ostale. Ta poglavja sem pa združil v 3 dele. V prvem delu govorim o nastanku Nove Gorice, vzrokih za nastanek, grem tudi nazaj, grem v prostor, v katerem je Nova Gorica nastala, prav zaradi tega, da bi to rdečo nit iz starega prostora v Novo mesto skušal zanalizirati in pokazati. V drugem delu, ki je osrednji del, seveda govorim v obdobju 60., 70., 80. let, takrat, ko sem jaz delal v Novi Gorici in ko v bistvu sem soustvarjal tiste sestavine ali pa elemente mesta, ki še danes to mesto opredeljujejo. Gre za predvsem trgovski center, magistralo, pa travnik pred občino, ob tem pa seveda nekaj večjih mojih projektov, ki tudi danes pomenijo mesto ali pa ga ustvarjajo. Med njimi seveda na prvem mestu Cankarjevo naselje, ki predstavlja nekako polovico mesta. To je nastajalo v 60., 70. in 80. letih. Najprej sem mislil, da bom knjigo s tem pogledom na tisto moje obdobje zaključil, ampak me je cel čas mikalo, da bi le pogledal na mesto z današnjega vidika. Zato sem se odločil, da knjigi dodam še tretji del, s katerim se ukvarjam z vizijami Nove Gorice. Zanimiva zgodba, kako v 70. letih, ki sem jo razdelil na 7 delov, vizija Nove Gorice od tiste slavne prve, da bo to mesto, ki bo sijalo preko meje, od profesora Ravnikarja, pa do pesimističnih vizij in spet optimističnih in tako dalje. Torej, to skušam zanalizirati in pokazati tudi vzroke za take razmišljanja in seveda posledice, ki so iz tega nastale. Zaključujem pa seveda s pogledom, današnjim mojim pogledom tudi na bodočnost Nove Gorice. Zavedam se, da je to seveda moj osebni pogled in seveda pričakujem, da bodo o tem mojem pogledu nekateri mislili, da sem naiven optimist, drugi pa celo, da sem konservativc. Upam, da bo zgodovina dokazala, da sem bil konservativc, da bo mesto imelo boljši razvoj, kot ga jaz v tej knjigi prikazujem oziroma napovedujem. Sama knjiga, če lahko na koncu še 2 besedi povem, je seveda večji del moje delo, ampak ima pa še 3 spremne besedila dr. Marušiča Branka, dr. Gantarja, Pavla Gantarja, Miloša Kosca in Boštjana Vuge, ki dopolnjujejo ne samo mojo knjigo, ampak tudi pogled na Novo Gorico. Oblikovalec knjige pa je Studio Botas, ki je na koncu dal to obliko oziroma tako knjigo, ki jo lahko vzamemo v roke. Hvala vsem.